Na olimpijskih igrah v Tokiu bo nastopil tudi Slovenjebistričan Klemen Prepelič, član slovenske košarkarske reprezentance. Več o pripravah in pričakovanjih za največji športni dogodek je povedal tik pred odhodom na olimpijado. Kako se počutite kot olimpijec? Ja, sigurno želja vsakega športnika je nastop na olimpijskih igrah in dosti bolj smo ponosni še zaradi tega, ker smo prva košarkarska reprezentanca, ki je to uspelo in samo dokazujemo, da mislimo, da je to neka era, neko obdobje zlate košarkarske generacije in tako sem rekel, mislim, da imamo lepo priložnost, da naredimo nekaj velikega. Na pripravah na Gorenjskem ste trdo delali. Bi lahko rekli, da ste sedaj nekako na višjem nivoju kot pred samimi kvalifikacijami za olimpijske igre? Mislim, da smo že na samem turnirju v Kaunasu pokazali eno zelo soliden nivo košarke in sigurno neki vzrok temu je, da smo bili vsi v dobrih pozicijah tudi v klubu. Tako da sigurno je prav prišlo tudi tisti 4-5 dni fraj, ko smo lahko bili malo s svojimi družinami. Sigurno pa zadnjih 5 dni smo pili še zadnje detajle in se že malo pogledovali proti prvim nasprotnikom. Selektor Sekulič je dejal, da bo najbolj pomembno, da greste iz tekme v tekmo, torej da se pripravljate na vsako tekmo posebej. Torej bo zaenkrat najbolj pomembna prva tekma z Argentino. Sigurno, vedno je najpomembnejša tekma v tvojem življenju, vedno naslednja, vedno se treba dokazovati, vedno znova in vsi vemo, kaj Argentina pomeni v svetu košarke. Na zadnjem svetovnem prvenstvu so bili v finalu in izgubili prav proti našim tretjim nasprotnikom Špancem. Tako da in tretji nasprotnik je domačin Japonska, ki sigurno ni naiven nasprotnik. Tako da mislim, da nimamo ekipe, ki bi si lahko privoščila ta luksus, da pogledujemo proti naslednjim nasprotnikom, tako da sigurno smo 100% pripravljeni in fokusirani na Argentino. Pričakovanja javnosti so razumljivo zelo narasla po podvigu v Litvi. Menite, da ste dovolj pripravljeni, da lahko posežete v boj za medalje, kar je seveda velika želja vseh nas? Sigurno, prvi in glavni vzrok je Luka Dončić, najboljši igralec na svetu, s katerim si vedno v boju za odličja, v boju za najboljšimi reprezentancami in tudi mislim, da ostali del reprezentance je prikazal zelo dober nivo in sigurno tistega zlatega leta 2017 mislim, da na vseh velikih tekmovanjih, dokler bo Luka z nami, nas bojo uvrščali v boje za medalje.